Sem Boris Radanovič, sem vodja za sodelovanja in partnerstva pri dobrodelni organizaciji Združenega kraljestva Southwest Grid for Learning, ki je del Centra za varnejši internet. In naslednje leto bomo praznovali 25. obletnico dela na tem področju. Hvala Andreju, hvala organizacijskem odboru, policiji za povabilo. Hvala tudi za ta odmor za kavo, zdaj ste vsi budni na trnih. Hvala pa tudi za predavanje kolegice Catherine. Moje predavanje bo malo drugačno, pa vseeno se bo navezovalo na prejšnje, kajti govorili bomo tudi o travmi. Zdaj pa bi začel s tem citatom, ki ga vidite na ekranu. Imamo možgane, čustva iz kamene dobe, imamo srednjeveške institucije in bogovom podobno tehnologijo. Naši možgani so stari 3,5 milijone let in tja se vedno vračamo, ko se odzovemo čustveno na spletu. In to želijo od nas tudi družbena omrežja. Hočejo, da smo jezni, srečni, navdušeni, ne da smo v zeleni liniji, kot je prej razložila Catherine, ampak da smo v rdečem polju. Imamo srednjeveške institucije, pa naj bo to na Hrvaškem, kjer sem delal včasih, v Združenem kraljestvu ZDA. V 10 letih sem obiskal kar 44 držav, kjer sem svetoval o različnih politikah, smernicah. In naj vam povem, da ste vi najboljše, kar imamo. Morda je to zveni strašljivo, ampak iskreno mislim, vi ste najboljši, kar imamo. Delate z otroki, kot veste, institucije so počasne. Zakoni so običajno že zastareli, ko jih sprejmemo in začnemo uporabljati. Če imamo koga z pravnega področja, vedno vprašam, kako je možno, da uporabljamo rigidne pravne okvire, zakone, politike v likvidnem digitalnem okolju. Kajti to ne deluje, nekaj je treba spremeniti, ukreniti. Vi pa ste vmes med institucijami in med našimi starimi možgani. Delate z otroki, ki pač živijo tukaj, zdaj. Vsi imamo v žepu telefon, imeli smo iPhone 6, zdaj imamo že 15. iPhone 6 je imel enako zmogljivost kot vesoljska kapsula, ki je pristala na Luni. Ampak še vedno danes telefone uporabljamo samo za 3 stvari. Komunikacijo, oglede slik živali in mimov in pornografijo. Moramo to izboljšati, to moramo spremeniti. Vi prihajate z področja socialnega dela, izobraževanja, ste učitelji ali pa ste na drugi strani, ste organi pregona, policisti, torej ali delate na preventivi ali s posledicami. Vi ste najboljše, kar imamo. Morda je to strašljivo, tudi meni rečejo, ti si najboljši, pa vem, da to ne drži. Če si boste z današnjega dne zapomnili samo eno stvar, prosim, informirajte se, izobrazite se o digitalnih tehnologijah. Morate jih dobro poznati. Igrice, aplikacije, lik, mik in tako dalje. Zakaj? Da boste lahko zaščitili otroke. Zdaj pa začnimo s to sliko. Prosil sem umetno inteligenco, da iz citata naredi sliko. Vidite, da UI še vedno ne zna zelo dobro črkovati. Danes pa obstajajo že boljše aplikacije, tudi to se da popraviti. Ampak slika, kako se vam zdi? Res je cool. Zajela je bistvo tega citata na zelo zanimiv način. Tehnologijo moramo znati uporabiti za korist ljudi, za vse vas, ki delate v izobraževanju, torej na preventivi, ste socialni delavci. UI lahko uporabite pri svojem delu. To sem tudi jaz naredil za današnjo predstavitev.
Imam najdaljše predavanje, najdlje časa, imam na voljo kratek naslov zaščita ranljivih skupin na internetu, govorim pa zelo, zelo hitro, več kot 200 besed na minuto, že 160 je veliko, res se opravičujem tolmačkama, bom se oddolžil z eno kavo kasneje. Kot sem že omenil, delam v Združenem kraljestvu na Centru za varnejši internet. Sodelujemo z različnimi organizacijami, recimo Internet Watch Foundation, imamo linije za učitelje, za strokovnjake, ki delajo z otrokom. Imamo tudi linije za pomoč, kjer lahko odstranimo posnetke, slike s pornografskimi vsebinami z odraslimi. Najprej pa si poglejmo Koko, to je živalca, kratkorepi kenguru, to je najsrečnejša žival na svetu, krasne živali so to. In ker se bomo danes ukvarjali z zelo resnimi temami, kot je že Catherine prej omenila, sem si rekel, da bom v določenih trenutkih dal na ekran Koko. Ne vemo vsega o digitalnih tehnologijah, vemo pa, da če na družbenih omrežjih všečkate, gledate slike živali, vam to pomaga pri duševnem zdravju, ko ste v zombi načinu, ko se ukvarjate z resnimi, težkimi temami. In tudi danes bom jaz govoril o težkih temah in vsake toliko časa se bo na ekranu pojavila Koka, super živali, res nasmejane, srečne, ne marajo pa, da se jih dotikamo. Mi, ljudje, smo njihovi edini naravni plenilci. Res super živalce. Spet sem prosil umetno inteligenco. Veliko se pogovarjam z različnimi ljudmi, tukaj s policisti, bil sem v Katarju prejšnji teden, pred enim letom na Japonskem. Že desetletja se ukvarjam s tem področjem. Pogovarjam se z veliko ljudmi in govorimo o tem, da so kazniva dejanja izpred desetletja, ki so jih povzročili 18 do 25 letniki, in ta starostna meja se je zdaj znižala na 11 do 15 let. In veliko vprašanj se tukaj poraja v zvezi z vzgojo, izobraževanjem, pravom, starostjo, kdaj je otrok odgovoren za kaznivo dejanje. Slišali smo nedavno, kaj se je zgodilo na koncertu Taylor Swift na Dunaju. Dobili smo najmlajšega obsojenca v Združenem kraljestvu. To je bil 12-letnik za kazniva dejanja. Torej, vedno mlajši otroci povzročijo vedno hujša kazniva dejanja. Potem pa si poglejmo ta citat Nelsona Mandele. Mladi danes so jutrišnji vodje. Kakšni bodo te vodje, se moramo vprašati. Zato je pomembno, da otrokom povemo več, da jih izobrazimo o tej temi. Otroci namreč ne razumejo, da imajo njihove digitalne aktivnosti, dejavnosti, posledice v resničnem življenju. Mi imamo danes družbo, kjer otroci ne razumejo, da je to povezano. Mislijo, da lahko ustvarijo snap, ki bo izginil. Ne bo. Mislijo, da lahko pošljajo svoje posnetke, da lahko ustrahujejo ljudi na spletu, pa to ne bo imelo posledic, čeprav vemo, da kar 25% žrtev razmišlja o samomorih, ko so žrtve nasilništva. Na Poljskem smo bili prejšnji teden, imeli smo podobno konferenco in umetno inteligenco sem prosil, da prikaže ranljivost v dobi interneta. Tukaj je še slovenska različica. Kaj pravite, ali je to ta slovenski priokus? Ne vem, seveda umetna inteligenca dela tudi veliko napak, ampak lahko jo naučite, kaj je res, kaj ni res. Zelo zanimiv koncept. Kot začetek pogovora z otroki, ko morate premostiti komunikacijski most, lahko poveste, mi smo bili generacija,
ki se je morala naučiti, kako dvigniti slušalko. Oni so zdaj generacija, ki morajo dati telefone stran in mi smo generacija, ki jih mora to naučiti. Vi zagotovo niste imeli telefona do 7., 15. leta, družbenih omrežjih do gimnazije, zdaj pa imajo že 2-letniki, 5-letniki družbena omrežja. V Združenem kraljestvu je kar 25% 2-letnikov, ki imajo svoj telefon. Zdaj pa mi vi povejte, kakšna je prava starost, da se pogovarjamo o kibernetskem nasilju, pedofilih, zlorabah, groomingu, prevarah, oglaševanju. Z 2-letniki moramo začeti. Zdaj pa gremo na ranljivost. Brené Brown pravi, ranljivost rodi ranljivost. 40 do 60% mladih do 18. leta starosti se bo znašlo na spletu v škodljivi situaciji. Torej ni vprašanje če, ampak kdaj se jim bo to zgodilo. In manj kot 5% teh mladih se bo obrnilo na odraslega, ki mu zaupajo. Imel sem že 100, vsaj 500 predavanj, srečanj z mladimi in sem jih vprašal, na koga se boste obrnili v stiski, v hudi situaciji, in soglasno se rekli, obrnili bi se na odraslega, ki mu zaupamo. In rekel sem, a res? Ne. Zakaj? Ker nam ne zaupajo. Saj ne znate niti izgovoriti lik, mik, TikTok, ne poznate filtrov za svoje slike. Zakaj bi mladi zaupali nam, da uporabljajo filtre, lažne slike na družbenih omrežjih, ker niso zadovoljni s svojim videzom? In ko govorimo o videzu, tudi vaše slike niso prave, so lažne. Na Googlu piše o Sloveniji, da je to najbolj sončna dežela z najsrečnejšimi ljudmi na svetu. Pa to ni res, to ne drži, kaj ne? Ampak vi ste odrasli. Briga mene skrbi za otroke, kajti naši otroki imajo za zgled nedosegljive, lepotne ideale in predstave o življenju. Mi smo to ustvarili, odrasli. Mi smo krivi, ne otroci. Težko je to razumeti, ampak mi smo tisti, ki smo ustvarili internet, ga naredili priljubljenega. Ni bil ustvarjen za otroke. Imeli smo kar 35 let časa, da bi ga popravili, pa nismo. In mislim, če bomo nadaljevali tako, lahko rečem, da nam je kot odraslim spodletelo, da bi ustvarili lepši, bolj varnejši, boljši prostor za otroke. In vesel sem, da ste tukaj vi z mano, ki ste dovolj nori, da verjamete, da obstaja boljši svet za otroke. Jaz bom naredil svoje delo, upam, da boste to naredili tudi vi. Ko govorimo o ranljivih skupinah, 10 let nazaj so bile to čisto drugačne skupine. Zdaj pa zelo pomembna prosojnica, potem lahko kar zaspite. Včasih smo imeli 3 C-je, zdaj imamo že 4 C-je. Content, contact, conduct in contract. Torej vsebina, stik, ravnanje in pogodba. To je odgovor na vaše vprašanje, na kaj ne me skrbi, ko je otrok na spletu. Ne gre za igrice, ne gre za TikTok. Če bi šli od naprave do naprave, od aplikacije do aplikacije, od igrice do igrice, bi izgubili veliko časa. Skrbeti nas mora to, 4 C-ji. To je bistvo. In tukaj contract, pogodba, je zelo pomembna, kajti vsi smo obkljukali, razumeli smo pogoje, splošne pogoje poslovanja Instagrama in pridružili smo se Instagramu, čeprav nismo prebrali drobnega tiska. To je največja šala 21. stoletja, kaj če bi mi prebrali pogoje, bi vedeli, da ima Instagram pravico do dostopa do vaših slik, ki ste jih objavili, nekaterih tudi, ki jih niste objavili, in lahko naredi marketinško kampanjo v Sloveniji, na Hrvaškem, v Koreji, kjerkoli in zasluži milijone, vam pa ne plača ničesar. Ampak kot sem rekel, vi ste odrasli, pustimo to. Vemo pa, da 13-letnik tudi podpiše takšno pogodbo in to je problem. 4 C-ji, to je bistvo in najpomembnejši odgovor na vprašanje, kaj me naj skrbi, ko je otrok na spletu. Zdaj pa pojdimo naprej na ranljive skupine.
ranljivost v dobi interneta. Danes so te skupine popolnoma drugačne in po mojih izkušnjah zlasti z delom v Združenem kraljestvu na Centru za varnejši internet, pri svojem delu s posnetki s spolnimi zlorabami otrok, sem ugotovil, da so največja ranljiva skupina ženske. Mi kot družba smo dali najslabše dele družbe na splet, seksizem, nasilništvo, rasizem in imamo kar 85% žrtev intimnih posnetkov žensk, medtem ko je 75% storilcev moških. Imamo zdaj še tehnologijo, ki nam vse to omogoča v masovnem obsegu. Lahko gre na tisoče, 100 000 posnetkov. Imeli smo celo primere, ki smo jih raziskovali, kjer smo imeli enega storilca, ki je imel na 100 žrtev, pa na 100 000 posnetkov spolnih zlorab, intimnih posnetkov. In to je ta masa, ki nam jo omogoča tehnologija. Tehnologijo seveda lahko uporabljamo kot koristno, ampak omogoča tudi hude zlorabe. Mladi otroci so prva ranljiva skupina, potem žrtve spolnih zlorab otrok. Vi me tukaj poslušate, nihče vas ni naučil, kako se obnašati na Snapu, WhatsAppu, na spletu. Ni nobenega priročnika. Jaz vam pravim, pozanimajte se, informirajte se. Mi se moramo izboljšati, da bomo mi varni na spletu in seveda, da bomo lahko zaščitili tudi naše otroke. Potem imamo naslednje skupine, otroci s pomanjkljivostmi, z invalidnostmi, otroci, ki imajo recimo slovenščino, angleščino kot tretji jezik, ki ne živijo v domačem okolju. Potem imamo skupine, kot so LGBTQ, otroci socialnega dna, prebežniki, migranti in naj ne pozabimo na otroke v oskrbi, to so otroci, ki nimajo staršev. Vprašal sem Andreja in rekel, upam, da boste dregnili vlade z našimi spoznanji. Jaz delam v nevladni organizaciji, rad to počnem. Zakaj? Zato, da bi dosegli nekaj boljšega, spremembe na bolje. In rad bi, da je tudi splet v šolah omejen, filtriran. Upam, da Wi-Fi tukaj na univerzi ne omogoča dostopa do pornografije, do terorističnih vsebin ali do posnetkov spolnih zlorab otrok. To bi morala biti osnova za vse. In če ni tako, potem vprašajte, preverite, zakaj ni tako. Oglejmo si še situacijo otrok v oskrbi, torej v zavodih, sirote, za katere poskrbi država, jih odda v oskrbo. Ti otroci niso zaščiteni. Otroci, ki so v resničnem življenju najbolj ranljivi, torej fizično imajo omejitve, so izpostavljeni tveganju, so v enakem visokem tveganju tudi na spletu. Otroci, ki so v skrbi, sirote, ki nimajo staršev, so izpostavljene največjim tveganjem. Zato prosim, bodite njihovi zagovorniki, preverite, zakaj niso zaščiteni, tako kot drugi otroci. To je zelo velika ranljiva skupina, ki bo najprej oškodovana, ki bo doživela negativne posledice in mi ne razmišljamo o tem, da bi jih zaščitili enako kot druge otroke. In še zadnja skupina na prosojnici so otroci z duševnimi težavami in težavami s komunikacijo. Še vedno pa je 49% gamerjev žensk, pa se skrivajo. Povečana izpostavljenost, pomanjkanje digitalne pismenosti. Kaj je razlog temu? A kar pozabili smo na te skupine, ki potrebujejo tudi varnost in ki jih moramo vzgajati in izobraževati?
Če starši, niso učitelji zaupanja vredni, ali si predstavljate, kako bodo kdorkoli iz te skupine uspel verjeti kateremu koli odraslemu človeku. Lahko govorimo o ranljivih odraslih, starejših, dnevnem varstvu, kjer pustimo otroke, da grejo starši malo v šoping ali podobno. V čigave roke pa dajemo otroke, tam bodo otroci šli na splet in se igrali igrice. Kakšne so pa politike teh povezav po svetu? Imate neverjetno varno mrežo povezavo doma, potem pa gre otrok ven in se igra zunaj in se poveže z zunanjo mrežo, pa smo tam. Kateri so opozorilni znaki? Govorimo o mladostnikih, o najstnikih, zato je toliko težje. V zahodnem svetu se starši pogovarjajo z otroki približno 10 minut na dan. 10 minut. Vse za izobraževanje, vse teme, odnose, domača naloga, vse v 10 minutah. Vi pa imate v bistvu veliko več časa za temi otroki, veliko več z njimi komunicirate in se lahko vplivate na njihovo obnašanje, na njihove duše, na to, kako uporabljajo tehnologijo in tudi razumete njihovo potrebo, da stalno uporabljajo tehnologijo. Ko govorimo z otroki, ki so bili žrtve spolnega nasilja na spletu, ponavadi storilec ni tisti, ki ga lahko identificirate, ampak način dela je enak. Poprijateljijo se z njimi, jih oddaljijo od njihove družine in prijateljev, potem postanejo njihovi najboljši prijatelji in od njih zahtevajo slike, jih izsiljujejo, slike njih samih ali njihovih bližnjih. In prvo je spoprijateljiti se. To je težko. Kajti na spletu si iščemo prijatelje, zato pa gre. Želimo nekomu pripadati, želimo se igrati za prijatelji. Zelo težko je razumeti razliko na spletu med sovražnikom in prijateljem, ker enostavno ima sladkor isti okus kot sol. Vi ste pa 7 let stari. Ali pa imate meč, but that person is going to give you the sword. And he or she. Ali nek meč, ki uporablja ga nekdo, ki je $1500 drag, govorimo o velikem številu pikslov in tako dalje. In s tem človekom se začnete pogovarjati in kar naenkrat imate nekaj, kar niso imeli ljudje pred 25 leti na voljo na cesti, tedaj pa virtualno lahko z otrokom začnete pogovor kadarkoli. In naslednja točka je, da vas povlečejo v svojo igro, da začnete z izmenjavom vsebin in se posebej ločeno pogovarjajo z vami. In tukaj se lahko otrok ustavi, naredi korak in potem prestopi prečka ta most spoštovanja in komunikacije do vas in reče, poslušaj, nekaj hudega se dogaja, nekaj čudnega, mi lahko pomagaš. In to je prvi korak. Kaj lahko torej naredimo? I'll tell you what's going to happen if we don't do anything. We worked on many cases. Veliko zadevah smo delali v Združenem kraljestvu v naši organizaciji. Tukaj je šlo za avtističnega najstnika, ki je v šoli za posebne potrebe, težek dan je imel, napad je imel in posneli so ga, ko je šel v pekarno.
Potem so ga, to so objavili na spletu kot pokvarjen najstnik iz Anglije. Mama je rekla, oprostite, to pa sploh ni res, on je krasen otrok, ima seveda tudi slabe trenutke, prosim, umaknite ta video, ne, socialni mediji so rekli, ne, v javnem interesu je, da to ostane objavljeno. In Harry je kmalu potem poskušal samomor. Potem se je k nam obrnila na platforma Harmful Contact, to ni nezakonit, ampak škodljiv kontakt, ki ni v nasprotju z nobeno politiko, ampak predstavlja resno težavo oziroma resno grožnjo že življenje otroka. To se je nažalost zgodilo. In potem imamo še nek primer iz Hrvaške. Mladenič je prišel iskati delo na črpalko. Posneli so, kako se je odvijal pogovor in vključen je bil otrok, ki se je pozneje ubil. To so posledice. 25% otrok, ki so žrtve kibernetskega izsiljevanja, na koncu poskuša ali stori samomor. To so posledice. Mi pa si tega sploh ne predstavljamo. Odidete, na primer, domov, stvar se ustavi za uro ali 2 uri. Tako je bilo nekoč, ko ni bilo virtualnega sveta, sedaj pa se to nadaljuje, odprete katerokoli napravo in kar naprej vas nadlegujejo od jutra do večera, potem, ko greste na telovadbo ali na plavanje, ni izhoda, ni izida. Ampak ta taktika, enostavno se ne zmenite, zato nehali bodo, ne, to se ne obnese. In vaš zaupanja vreden starš pa gleda nogometno tekmo. Vaša učiteljica o tem nič ne ve in spogovorite lahko le z sovrstniki na to temo. Potem se 9-letnik svetuje 9-letniku naj ne stori samomora. Ja, imamo helplines, imamo kampanje, vroče linije in tako dalje, ampak vsi morajo vedeti, vsi morajo biti vključeni, starši, oba starša, učitelji, čisto in otrok, vsi okrog otroka morajo v izobraževanje biti vključeni in takrat bomo imeli več možnosti. If you want with me, by the way, that's a quokka, if you forgot. To je quokka. Če ste pozabili, globoko vdihnite. Torej, 3 do 5% otrok. About them, but emphasize the benefits. 5 strani je slabih na svetu, ostalo je pa vse krasno, naprimer koko. Poglejte, če jo pogledate na streamu vseh teh naslovih terorističnih napadov, vojen, nevarnosti, lepotic in tako dalje. Poglejte si koko. Ste se začutili to energijo za sekundo? Koka vas je rešila in verjamem, da boste teh kok več v življenju uporabili. To je naš balonček. Poglejte, vsi živimo v svojem balončku. Lahko je izbran balonček, upam, da je, ampak večinoma so to nezavedni balončki. Jaz sem poprašal s umetno inteligenco, kakšen je balonček v Sloveniji. Poglejte si, to je narisal. Ampak iste informacije ne boste dobili na BBC-u, če povežete v tem trenutku iste 2 napravi naenkrat. Druge informacije bodo prihajale. Se pravi, vaš balonček ima popolnoma drugačno
vsebino kot tisto vaših otrok. Ampak vi lahko zlorabite iste algoritme, ki zlorabljajo nas v algoritmu. Če vaš otrok uporablja TikTok, potem si ga prenesite danes in imamo tam starševski nadzor v nastavitvah. In to velja za Facebook in tako dalje. Ampak TikTok res priporočam staršem in kako naj ukrepajo, so mi sledili. Nažalost, le 5% staršev ta navodila oziroma te možnosti, ki jih deluje aplikacija omogoča, uporablja. Ampak, kaj lahko naredite? Lahko jim posnetke koliko pošljete. In več, ko boste takih posnetkov dobili, več jih bodo dobivali. To je algoritem. Več bojo dobili tistega, kar pošilja. Torej, uporabite ta algoritem, ki nas zlorablja, da pozitivno vplivate na otroke okrog nas. Tako, da boste razbili druge balončke ali mehurčke. Torej, v majhnih mehurčkih se počutijo varni, manjši, ko so, ampak vedno težje jih je predreti potem. Upam, da boste poslali graditelj mostov. Jaz sem sicer gradbeni inženir, ampak res, to moramo delati. Mi smo na eni strani, otroci so na drugi strani. In ne bo se ta most kar sam od sebe zgradil. Pojdite domov k sebi, preverite politike, poglejte filtre, izpravite, naredite teste, postavljajte vprašanja, pojdite v Slovenski center za varni internet, v angleškega in se izobrazite. Potem pa vzpostavite odnos, začnite se pogovarjati z otroki okrog vas. In kako? To so dolge besede, brez obstojanja, brez krivenja žrtev, na odprtem način, tako da delite in poslušate. In vprašate, kako ti je bilo ta teden, kdaj si se teden slabo počutil, kot je nekdo rekel, joj, kakšne lase imaš danes. Lahko ste sicer za to veliko plačali, ampak kako ste se na to odzvali? Lahko se je to vam zgodilo, a ste to povedali svoji hčeri ali svojemu nečaku? Otroci dobivajo iste komentarje. Grdo izgledajo tvoji lasje danes. Deliti moramo svoje izkušnje z otroki. Ne smemo pa pri tem žrtev kriviti. Tudi pri slikah zlorabe z otrok, tudi danes, ko ženska pride na policijo v Združenem kraljestvu, tam traja približno 4 leta, zagrožena je kazen za 4 leta v primeru samo pošiljanja teh slik. Če ženska pride in reče, moj partner to počne, policist pa sprva vpraša, zakaj ste mu pa te slike sploh pokazali. In potem nas pokliče anonimna vroča linija in 30% ljudi, ki nas kličejo, je na tem, da naredi samomor v trenutku klica. 66 milijonov ljudi je v Združenem kraljestvu. In slišimo, ljudi želimo delati. V 6 letih, odkar obstajamo, naša organizacija kar naprej raste, pa ne zaradi tega, ker si to želimo, ampak zaradi tega, ker je potreba tako velika. V naši družbi moramo razumeti, kaj to pomeni, da ne krivimo žrtev. Lep primer bi bil naslednji. Moja hišo ropajo, policija pride, mi kličemo v bistvu policijo in rečemo, nekdo je vdrl. In potem policija ne reče, zakaj ste pa pustili vrata odprta. Ne gre za to. Moramo najti storilca, ne pa kriviti žrtev. In mislim, da vemo, kako to izgleda. Veliko je treba tukaj še narediti.
Ampak tukaj se osredotočamo predvsem, kako naj se pogovarjamo z otroki in isto velja potem za pogovore z odraslimi. Nihče kot otrok, ko smo bili majhni, ni pozabil, kako so mu rekli, tiho bodi, poslušaj me, ker govorim, jaz sem odrasli. Ampak veliko sem se takrat naučil sem se veliko napačnih informacij, igrice sem prepoznal, veliko laži sem slišal in stalno sem razmišljal, kaj to pomeni za mojo varnost. Ali naj skrbim za to, ali naj poslušam zdaj. Sedaj pa gremo v tem, da si delimo na Snapchatu podobe. Odrasli to delijo. Zato ustavite se, poslušajte. In če boste poslušali, boste slišali zgodbe. In veliko zgodb je o nas, kako uporabljamo družbena omrežja. Vsi, ki so starejši od 25 let, nimajo časa za vse aplikacije, ampak poglejte, kako to izgleda pri uporabi spletnih mrež. Ta razkol je vedno večji med starostnimi skupinami. In tukaj moramo vzpostaviti neko most, graditi most med temi izkušnjami, virtualnimi izkušnjami enih in drugih. Vsak izmed vas, če greste na igrišče, vse pogledate, skenirate, vidite, kje so robovi, to delate profesionalno. Jaz vas zdaj pozivam, da naredite isto, vendar na virtualnem igrišču. Poglejte, ni odraslih, ki sedijo okrog in vse opazujejo, pa tudi ni nobenih odraslih, ki se z otroki igrajo. Vsaj ne nas. Kam pa mislite, kje bo iskal pedofil svojo delovno mesto? Ja, na digitalnem igrišču ali po inštitucijah, ki se ukvarjajo z otroki. Zato vas prosim, pojdite na TikTok, Roblox, igrajte se igrice, več šanse boste imeli, če boste tam bili in opazili nekaj, več možnosti je, da tam opazite, kaj se dogaja na tem digitalnem igrišču ali džungli. Veliko socialnih delavcev, izobraževalcev je tukaj. Ne mislim, da to delamo zaradi denarja, ampak bolj je to neka poklicanost. Zelo vas spoštujem za to, kar ste naredili, kar delate, ampak prosim, naredite še več. Približno 2000 ali največ 5000 2000 v Evropi in največ 5000 ljudi na svetu se ukvarja z našim delom. Veliko nas ali vas je treba več, da se soočimo s tem, da bo naš splet bolj varen, nikoli ne bo varen. Več se je treba učiti. Mogoče to prvič v zgodovini, da se je zgodilo, da otroci vedo več kot odrasli. In to je težek položaj. Ne morete se postaviti nad njih in jim pridigati. Enostavno, oni vedo več kot vi. In vi imate pa nekaj, kar oni nimajo. To je pa modrost ali pa popolnoma razvit prednji korteks. Ampak lahko se pa z njimi igrate mogoče. Ali se usedete in imate večer igric. Pazite. Ko boste začeli uporabljati filtre, boste videli, da so vsi okrog vas čisto drugačni, lepši. Zmenki so popolnoma nerealni na spletu. Vsi se polepšajo. Mnoge aplikacije pa so uspešne samo za ženske, ne pa za moške. Ali veste, kdo je ta oseba? Seveda, ona ni influencer. Poglejte, to je v bistvu kdo? A poznate to osebo?
na milijone sledilcev ima. Mi sicer tukaj ne to poslušamo na TikToku, ampak to poslušajo naši otroci. Pred 10 leti sem naredil naslednje. Uporabil sem marketing na socialnih medijih, uporabil sem algoritem za to, da vas pripravim do tega, da kupite avtomobil. Mogoče ni Mercedes, ampak je dobro Toyota. 95% naših odločitev za nakup nastane na internetu. Niste sami izbrali to barvo te gospe za njeno obleko. Jaz sem v svojem prejšnjem življenju dizajniral, katero barvo nosila. Pred 10 leti je bilo to enostavno, danes je pa še daleč bolj, ker imamo več informacij. Those are your influencers. Poglejte vse te influencerje, vplivneže, jih poznate? Poglejte, seznam je dolg. Bistvo tega, kar govorim, je vprašajte. Stavim, da glavni vplivnež na otroke v Sloveniji ni Julia Roberts. Mi jo poznamo, otroci pa ne. Njihovi vplivneži delajo dve reči, ki jih vi veste, oni jim prodajajo stvari, to je prva stvar, in drugič, uporabljajo jih za marketing. A poznate gospoda Beasta, Mr. Beast, poznate tega? 99% otrok to pozna. To je najbolj znani YouTuber, vplivnež, kaj prodaja? Čokoladico prodaja. In rečem, ne, veste kaj? Vaše oči, vaše zrkla, kaj? To je res. On prodaja naš namen. Reklame na njegovem YouTubu stanejo vsake 3 minute več milijonov dolarjev. Zakaj? Mi smo druga generacija. Zakaj ta tehnologija deluje? Ali ste si že kupili Prime pijačo? Ali poznate sploh, kaj je to pijača Prime? To je najbolj prodajana pijača na svetu že nekaj let, ki jo tržita dva vplivneža, eden iz Združenega kraljestva, eden iz ZDA, in vsak otrok pozna to pijačo. Ni najboljša, veliko tožb imajo že na grbi. Zakaj? Otroci kupujejo to pijačo, ker so jim vplivneži prodali to pijačo. Mi pa hodimo v Hofer in v Lidl in kupujemo druge pijače. Vi sploh niste vedeli, da to obstaja. In o tem govorimo. To je problem z vplivneži. Torej, modaliteta se spreminja. Pred 20 leti ni bilo enako, ko smo se mi učili, ne dajte svojih zasebnih informacij na splet, recimo na Facebook. Ta nasvet ne deluje. Ne srečujte se s tujci, ki ste jih srečali na spletu. Ampak mama uporablja Tinder in tudi oče uporablja spletne zmenkarije. Torej, vidite stvari, za katere smo mi menili, da so res. Torej, ne delite, potem pa delijo vse. Ja, to bomo naredili. Potem pa policisti rečejo, zakaj ste to naredili? Zakaj ste delili vse te slike? Torej, vi ste zdaj v tem položaju, vi ste zdaj na konferenci, imate e-mail, imate signale, opozorilne znake. 100-krat sem že naslovil to vprašanje, retorično vprašanje je. Kaj je korist otroku, da deli svoje videe ali posnetke na spletu? Kakšno korist ima? Nobene. Ampak mi se počutimo bolje, mi kot mama, kot oče, da delimo otroške posnetke. Šli smo v restauracijo, v shopping, v BTC, super je bilo. Dobili smo baklave, super je bilo. Objavili bomo samo oči, ker želimo zaščititi svoje otroke. Potrebujemo njihovo soglasje za objavo. Seveda, 10 slik smo morali objaviti, kaj ne? Ampak eno smo objavili.
Torej, modalitete škode se spreminjajo. Lahko bi bil tukaj en teden, 2 tedna in lahko vam povem, da ko sodelujem s policijo, pred vrati otroških domov ni QR kode, s katero se povežete z ZDA spletno stranjo, ki prodaja vejpe. Poznate vejpe? Zdaj pa mi vi povejte, kako lahko izobrazimo ljudi in organe pregona, če se modalitete tako hitro spreminjajo. To poročilo sem dobil pred nekaj tedni. Spremenili so QR kodo, so mi rekli. Kaj lahko naredimo? In tako hitro se stvari spreminjajo. In to moramo imeti v mislih. Ta raziskava je iz Južne Afrike, iz Francije, Nemčije in Nizozemske in kaže, da vedno več otrok doživlja spolno občutljive vsebine, pa se z njimi vedno manj pogovarjamo. A ni to čudno? A ni to čudno? Jaz poznam balkansko mentaliteto. Otroci se z odraslimi, starši ne pogovarjamo o teh temah, ampak tabu tem ni več. Internet je snel vse tabu teme. Mi se moramo z otroki pogovarjati, sicer bodo oni našli druge poti. Mi kot strokovnjaki pa moramo najti primerne načine, kako se pogovarjati z otroki o neprimernih temah. In to hitro, kajti ta vrzel se samo veča z vsako novo raziskavo. Statistika raste vsako leto. Ali si ogledate naše partnerje IVF, ZDA, organizacije v ZDA, vse organizacije, ki imajo statistike, več vsebin o spolni zlorabi otrok na spletu. Vsako leto je vedno več takih posnetkov. Kaj mene najbolj straši, je, da povprečen čas ena oddaja na Netflixu je čas, 19 sekund traja grooming. To je najhitrejši grooming doslej. Moramo biti hitri, moramo ukrepati in moramo izobraziti otroke, da ta naprava ni samo telefon. To je kamera, je fotoaparat, ne imejte to v spalnici, v svoji sobi. Česa se dotaknete zjutraj, ne sebe in partnerja, ampak telefona. In zadnja stvar, ki se je dotaknete, je, jaz pravim, najdražji alarm na svetu. Budilka. Dajte telefone ven iz spalnic. Zmanjšala se bo možnost teh nevarnosti, seveda ne 100-odstotna, ampak vse kamero ste dali ven iz spalnice. Vsak mora imeti isto mesto v hiši, kjer polnite telefon. In tudi vi ne bi smeli uporabljati telefona pred spanjem, kajti 2 ure prej, če uporabljate telefon in modro svetlobo, boste imeli težave s spanjem. Enako je zjutraj, potrebujete nekaj časa, vaši možgani potrebujejo nekaj časa, da se navadijo, potem šele lahko spremljajo novice na ekranu. Povejte mi, kolikokrat ste v tej uri se dotaknili telefona, ste pogledali na telefon. Pa vi niste minister, vi niste papež. Težko je za nas, za odrasle, da to naredimo. Mi pa hočemo stati na piedestalu in rekli otroku, daj telefon iz rok. To ne deluje, mi se moramo izboljšati. Tukaj je spet. Vse je v redu. Koka je, spet je tukaj. Čudovite živali so to. Ženska je dvignila roka in je rekla, jaz sem videla koke. Prva ste, ampak ena težava je, ne smete se jih dotakniti, res je. Ampak kokam to ni nihče povedal, pridejo k tebe, potem pa jih ubijate, če se jih dotaknete. So srečne živali, čudovite so. Prosil sem umetno inteligenco, kakšne so nevarnosti na digitalnem prostoru za otroke. Hotel sem videti, kakšni so podatki zadaj
Poglejte, naredila je žalosten obraz, veliko je tudi pravopisnih napak, ampak ja, videti je tako, kot si tudi mi zamišljamo. Treba je uravnotežiti slabo, dobro, negativno, pozitivno. Moramo imeti podporo negativnemu, torej nasveti, podpora. Moramo pa se seveda zavedati nevarnosti. Otroci, ki so jih prevarali na robot skemih, če bi šel nazaj 25 let, takrat nismo imeli 250 evrov, da bi nas sploh lahko oropali. Bili bi nori, če bi nekaj kupili tako dragega na spletu. Danes je to normalno. In oni imajo enako logiko kot mi na spletu, za nakupe na spletu. Ampak oni nimajo denarja, nimajo kartice, imajo Roblox. To so aplikacije za igranje igric. Zagotovo poznate Roblox, lahko izpolnite vprašalnik, lahko odprete račun OnlyFans, zaslužite nekaj denarja, lahko uporabite digitalni denar. Otroku sem dal 10 evrov na teden, ampak oni imajo več 100 evrov za igrice. Odkot ta denar prihaja? Lahko jim igrajo prek Robloxa. Roblox, veliko, ogromno takih platform je z različnimi valutami. Narejene so zato, da vas zmedejo. Zagotovo veste, kakšen je menjalni tečaj iz evrov v dolarje. Če bi vprašali otroke, bi vedeli, kakšen je menjalni tečaj iz evrov v Roblox. In to je spet modaliteta, ki se spreminja. Jaz pa se lahko zanesem samo na raziskave, kaj ne? Najnovejše raziskave, Oxford Internet Institute, našli so malo povezave med duševnim zdravjem otrok in uporabo spleta. To je najnovejša študija. To je znanost, ki jo moram zagovarjati, ko vam predstavljam dobro, slabo, negativno, pozitivno, vam, ki se ukvarjate z otroki, ki ste v izobraževanju. Ampak to je znanost. Torej niso družbena omrežja. Najstrašnejše je, da smo mi krivi. Mi, ljudje in naši otroci, ki imajo težave, izzive. Veliko lažje je kriviti Ilona Muska in Marka Zuckerberga, kaj ne? Lahko pokažemo na nekoga, on je kriv. Težko pa je reči, da potrebujemo boljšo podporo, da učitelji potrebujejo višje plače, da rabimo več časa preživeti z otroki in tako naprej. Želel bi si, da pred 1985 ne bi bilo samomorov strani otrok. Ne deluje tako, kaj ne? To nam pravi znanost. Če vprašate, ali uporabljate Facebook, bodo rekli ne. Če pa ga uporabljate, bodo rekli ne. Torej, imajo račun, ne uporabljajo Facebooka. Šlo je za raziskavo v 72 državah. Vsi imajo račune na družbenih omrežjih. Ampak koliko dejansko prizna, nekateri uporabljajo samo določene funkcije, recimo skupine na Facebooku, ne bi pa nikoli objavili nekaj na Facebooku. Torej, raziskave resničnost, to je nekaj drugega. Globalna raziskava, ki se osredotoča na čisto druge reči kot lokalna območja. Ampak prav imate. Prosim, odgovorite mi, kaj je povprečna starost gamerja danes na svetu? Dajte mi to številko. 4, 9, 6, 7. Hvala lepa. 35, zmotili ste se. 35. Gaming je največja zabavična industrija na svetu. Ni bila narejena za otroke. In igre niso primerne za starost otrok. Oni nimajo 70 evrov na teden, da bi zapravili za igrice. Jaz sem gamer, jaz imam ta denar. Mi imamo radi igrice. O tem lahko govorimo kasneje.
ampak povprečna starost je 35 let in ko se staramo, se bo tudi starost povečala. Če imate otroke, ki igrajo igrice, imajo večjo možnost, da bodo igrali s 35-letnikom kot svojim vrstnikom. In z umetno inteligenco, z vizualnimi spremembami, glasom in tako naprej. Lahko vsak vidi kakršnega koli človeka, starega od do in tako naprej. Če želite ukrepati, igrajte. Pojdite igrati igrice, pojdite na Palworld. Igrajte Call of Duty in se zabavajte v ubijanju drugih ljudi. In boste videli, ali je to primerno za 12-letnika. Ne, ni. Kaj ti tam piše na igrici, 18 let je meja. Niste, starši ne bi kupili to otrokom, pa še vedno to storijo. Vsakeč, ko sem z otroki in se pogovarjamo o gamingu, o igricah, in rečem in lahko pridete do mene in se bomo pogovarjali o igricah in vprašam, kakšen je vaš Snap score ali si na Twitterju. In ljudje, otrok pride k meni in reče, jaz igram Call of Duty. A je to ubijanje ljudi? Ne, to so piksli, to niso ljudje. Ni problema. Sem na tej stopnji. Aha, imaš to stopnjo? In moraš ubiti psa, da prideš na to stopnjo. On pa ima doma, 9-letnik ima doma nemškega ovčarja, tega psa. Nisem mogel ubiti psa, mi je rekel. Šel je na anonimno aplikacijo in je naročil, da je nekdo drug ubil tega psa. In plačal sendviče. Torej, prijatelj je ubil tega psa in potem so vsi trije ti prijatelji, ki so se to dogovorili, so se zmenili in on je vse to naredil, 9-letnik. In rekel sem, ali si to odpovedal staršem? Rekel je, kaj? Ne. Vedno bomo imeli streljanje psov, konjev in tako naprej. Nevarnost je, da on to ni povedal staršem, ampak meni po 45 minutah predavanja. Torej, priključite se igricam. Zabavišče industriji številka 1, ki ni namenjena otrokom. In moramo videti, kaj je varno in kaj ni varno. Jaz sem igral Pac-Mana, a se spomnite? Marija, Pac-Mana. Jaz sem danes plačal parking s kovanci. Tudi to je igrica, kaj ne? Tam se vpišete na tistih listinah. Tudi to je igrica, kako se vpišati. Veliko se vas je vpisalo s kartico, kot s piskom. Ali imate pisk? Če boste prižgali pisk, ljudje ne bodo šli noter. Torej, mi imamo radi ta pisk, to nagrado. Če ne bo piska, bodo ljudje kar pogrešali ta pisk. Torej, kot smo slišali čisto na začetku, Nelsonov oziroma Mandelin citat, mladi danes so vodje bodočnosti. Tukaj so statistični podatki, koliko je nasilništva na spletu. Poglejte si te številke. Tukaj vidite Instagram, Facebook, TikTok je verjetno še više kot Instagram. Večina teh ljudi razvije anksioznost, depresijo in 26% je imelo samomorilne misli, 9% je začelo zlorabo drog in alkohola. Preventiva bi morala biti zelo zanimiva in res hvala, da ste vi kot policija soorganizirali to konferenco, kajti nasilništvo na spletu bo naši družbi naredilo veliko škode, dolgoročno. Tudi Nordex je delal statistične primerjave. Tisti, ki so izpostavljeni nasilništvu, bodo kasneje v življenju imeli večje možnosti, da postanejo sami zločinci kasneje v življenju. In še zadnja stvar, to je ena izmed rešitev. Torej, spostavite stik z nami,
pokažite nam screenshot iz Facebooka in Facebook vam javi, da ne bo sprejel vašega poročila. Lahko prijavite to na Facebook in mi pomagamo, da Facebook da vsebine dol iz spleta, jih odstrani. Mi imamo 93% uspešnost pri odstranitvi teh vsebin pri Umiku. Če nimate takšne platforme v Sloveniji, podpirajte Center za varnejši internet v Sloveniji. Če pa že to imate, pa se prvi čujem, nisem vedel. 6-7 let se zdaj ukvarjamo, 300,000 različnih vsebin, ampak še vedno ne moremo 15,000 povezav umakniti, ker so posebej v ta namen vzpostavljene. Naredili smo ekstrapolacijo za nekaj let naprej in bomo potrebovali 300 ljudi. 300 ljudi potrebujemo, ki bodo odgovarjali na pritožbe, da drugi ljudje objavljajo vaše intimne slike. To pomeni ogromno dela pri nas in veliko investicij. Stop.org je naš naslov. Ustavite dovoljeno oziroma brez privolitve deljenje intimnih posnetkov. Kdorkoli lahko odpre na svoji napravi tukaj to aplikacijo, to orodje in odprete svojo zadevo. Tožite se na ta način. Mi si samo shranimo hash, to je digitalni odtis v naši podatkovni bazi, ne nalagate svojih slik, ampak če nekdo poskuša podeliti vašo sliko, naprimer na TikToku, in tik dobi iz naše podatkovne baze povezavo oziroma meč, potem pride do preverjanja in ugotavljamo, kakšne slike so vaše objavljene. To je, če gre za intimno sliko in če je prišlo iz naše podatkovne baze, potem se ta slika blokira in se ne more objaviti nikjer po svetu. To se pa potem pošlje v informacije vsem drugim od teh podjetij in ne potrebujejo več tega, in se avtomatično ta hash takoj blokira. Pred 2 letoma, decembra bomo imeli 3. rojstni dan, smo začeli. Microsoft je tukaj bil, nekatere podjetja manjkajo, ampak bistvo je, da vzpostavimo svet, kjer deljenje intimnih posnetkov brez privolitve ne bo več mogoče. Tako bomo zaščitili vaše življenje, vaše otroke, vašo družino. In moram vam vedeti, da pravila v Sloveniji niso iste kot v Bosni ali v Afganistanu, kjer se lahko intimna slika šteje le to, da se na sliki z nekom držite za roke. Mi ne definiramo, kaj je intimno, vi definirate, kaj je intimno. Mi samo nepovratno shranjujemo hashe. In to bo cool tehnologija, pravite. Ja, to je on-device hashing technology. Ali ne bi bilo dobro, da imamo kaj podobnega za otroke? In imamo to. Take it down. Umaknite. In to smo poslali nacionalnim centrom za pogrešane in zlorabljene otroke. In uporabite prejšnjo povezavo, če ste starejši od 18 in če ste mlajši, uporabite povezavo Take it down. In na ta način se odzame moč od storilca in lahko nekaj ukrepate med tem, ko čakate, da policija in tožilstvo in druge srednjeveške organizacije nekaj naredijo. Vmes vas lahko zaščitimo z Take it down. Ni vam treba iskati tega, govoriti o tem z otroki, predstavite jim
odprto spletno stran, ki jo lahko uporabijo in ki lahko prepreči, da bi se njihovi posnetki delili na platformah. In tukaj seveda zatem je od zadaj podatkovna baza zaseženih vsebin in tako dalje. Take it down za otroke, Stop NCI za odrasle. Ne vem točno, kako sem s časom, koliko imam še na voljo. Kaj lahko naredimo? Sodelujemo na različnih socialnih oziroma platformah družbenih omrežij. Kaj to je? Pogovarjate se. Naprimer, en teden nazaj je v Kaliforniji bil pripravljen nov STARS aplikacija, ki je trenutno najbolj popularna. Nisem jo še pogledal, pogledajte si jo. Ne vem, kako deluje. Potem nastavitve zasebnosti, naučite se o tem zase, za svoje otroke in zavedajte si, da zaupnosti in privatnosti ni. To ne obstaja več. Po cestah so same kamere. Ni zasebnosti, ni skrivanja. Tudi ko izključite lokacijo, si mislite, da ste nekaj naredili? Ne, Snap še vedno obdrži vaše slike bistveno dlje, kot si predstavljate. Želijo si, da si mislimo, družbena mreža želijo, da si mislimo nekaj drugega. Sami se moramo izobraziti, iskati, raziskovati. Desetletja so nam rekli, da smo nori, ko smo govorili, da lahko te naprave nam prisluškujejo. Sedaj pa vemo, da je to popolnoma možno, da drugi prisluškujejo, lahko vedno aktivno poslušajo, kaj se pogovarjamo. Identificirajte, odkrite, kdo so pri vas ranljive skupine v Sloveniji. Kdo, to je vaša tradicija, vaša država, vaše šege in navade. Podal sem vam neki splošen pregled in če razmišljate o nevarnostih, ki jih ugotovite, pomnožite jih za 6 do 7 krat. To so nevarnosti. Zgradite most, začnite komunicirati, začnite z nekimi pristopi, ki bodo vključevali vse, ne samo tiste, s katerimi radi delate, ampak ljudi iz celotnega spektra, ki se ukvarjajo z varnostmi otrok. To pomeni socialno skrb, pravosodje, policijo in tako dalje. Vse je treba vključiti, vse je treba stalno izobraževati in ne pozabite, da zelo pogosto boste vi edini glas tisti, ki so nevideni, neslišani in tisti, ki so brez podpore. Pa da so to otroci, druge ranljive skupine ali kdorkoli drug. Mi kot strokovnjaki na tem področju imamo višjo odgovornost, večjo odgovornost in vi morate razumeti, da to pokriva tudi virtualni prostor. Lahko opredelite te omejitve, ni enako, če aplikacijo uporabljate z eno roko, ker imate drugo poškodovano, ali pa če berete, pa ste slabovidni in tako dalje. Uporabljajte in vzpostavljajte spletne aplikacije, ki so namenjene vsem. Ne glede na omejitve, pogovarjajte se, pridobite pričevanja od teh ljudi iz ranljivih skupin, ne mislite namesto njih, ne pričakujte, da bodo oni nekaj naredili zase, pa naj so to migranti, naj so to Romi, naj so to ljudje, ki poznajo digitalni svet ali ne pozabite na stare starše. Zločinske organizacije po celem svetu imajo predvsem za žrtve tiste, ki so starejši od 65 let in mlajši od 15 let. In dostop imajo do denarja starejši, ki jih mlajši nimajo. Torej, to je tudi velik razlog za skrb. To pa ni koka, ne? Pa tudi pes ni. To je umetna inteligenca. To zgleda kot realne, srečen, lep pes,
Ampak to ni pravi pes. Samo še nekaj, da si zapomnite. Umetna inteligenca je tukaj, zelo hitro zavzema svet. Kot strokovnjak, ki delam v tem prostoru, razen da se igram in sem na TikToku, moram začeti uporabljati umetno inteligenco. Pa naj bo to ChatGPT ali karkoli. To bo povečalo vašo produktivnost in postali boste boljši strokovnjaki na vašem področju. Vam dam primer. Delam leta v različnih domovih za skrb za otroke v Združenem kraljestvu. Zelo različni so te domovi. Nekateri imajo posebne otroke, ki imajo iz različnih držav, različnimi problemi, slabovidnimi in tako dalje. Recimo, delate z filipinskim otrokom, ki je slaboviden in slaboslušen, pa še avtističen, to vam predstavlja strokovni izziv. Pojdite na ChatGPT in poskusite vzpostaviti delovni model za delo s tem otrokom in dobili ga boste v nekaj sekundah. Vi bi pa sami za to potrebovali desetletja. Povem vam, ne narediti iste napake z umetno inteligenco, kot smo naredili za jedrsko bombo ali dinamitom. Namenjena je za dobro, ne pa za nekaj drugega. Prosim, izobrazite sebe kot strokovnjake, uporabljate ChatGPT ali katerikoli bot, ne promoviram katerega koli. Največja težava je, da je treba vse te podatkovne baze očistiti posnetkov spolnih zlorab otrok. Otroci ne smejo tega več proizvajati, niti IVF so naredili raziskavo, pregledali so 25,000 takih slik in in večina jih je šla čez mejo spolne zlorabe otrok. Če želimo te tehnologije uporabiti za dobro, je odlično, kajti na drugi strani jih bodo uporabili za slabo. Tukaj so lepi primeri tega, kako je treba paziti, kaj pojeste, koliko kokov na dan pogledate ali vidite, kaj jeste, kakšna je vaša dieta v virtualnem svetu. Kakšne vsebine sami izbirate, koliko vsebin in kakšne pa vam izbirajo drugi. Kako pa to potem vpliva na vas? Kako se odzivate, kako se, naprimer, hormonalno na to odzivate in si niti ne predstavljate, kakšne so posledice. In prosim, ne počnite tega. To vam res svetujem. Ne primerjajte svojega življenja z tistim, kar drugi poudarjajo v svojem življenju. V Sloveniji ne živijo samo srečni ljudje, kjer stalno sonce, ampak še vedno živijo tukaj lepi ljudje v dobrem vremenu. Življenje niso samo vrhunci. In otroci ne primerjajo več svojih osebnih izkušenj v nevirtualnem svetu z temi vrhunci. Problem je v tem, kdaj se o tem pogovarjati. Ne vem, ko se vozite na morje, predno se začne kosilo. To so težki trenutki, kjer je recimo naporno ali težko, ampak po drugi strani je pa tudi lepo in vznemirljivo. In zapomnite se naslednje. Prosim, postanite pozitivni digitalni ali virtualni zgled. Vem, da ste že dobri zgledi, postanite to še v virtualnem svetu. Ne moremo zgraditi boljšega in varnejšega sveta virtualno brez vas. Uporabite to, uporabite možnosti spletnega očesa. Če vidite neka škodo, neka grdega, kar se dogaja na spletu, poročajte. Vzpostavite načine, kako se otroci anonimno lahko pritožujejo zaradi škode na internetu.
Mi imamo orodja, ki smo ga v Združenem kraljestvu zgradili za šolarje in deluje. In kar je najbolje, bodite odrasli. Bodite tisti odrasli, ki ste želeli biti, ko ste najstnik. Ko ste bili najstnik. Če ste 15 let bili stari nekoč in ni bilo nobenega, s kogom bi se lahko pogovarjali. In recimo celo življenje si niste mogli pogovarjati z nikomor drugim, razen z vašimi vrstniki. Ampak to ni dobro. Potrebujemo druge starejše, ki nam lahko pomagajo. Vem, da mi zmanjkuje časa, ampak moram še zadnje podeliti. Torej, občutite, raziskujte, bodite pozitivni zgled in v tej sliki bodite ta čudovita stara mama. Vsi slikajo. Spustite telefon in uživajte v tem trenutku. Ne zanima me te vi, kot ste ta hip kot odrasli. Ampak vam povem, 5-letniku, 7-letniku, 15-letniku se boste zdeli cool, ker vi ne slikate okrog. Zdeli se mu boste cool. S tem postanete pravi zgled. In prosim, ne bremenite tehnologijo, ne krivite jo, ne izključite vsega. Najhujši smo mi. Sebe se moramo najbolj bati. Otroci so nisi tisti, zaradi katerih moramo skrbiti. Mi moramo se naučiti, mi moramo biti boljši v tehnologiji in šele potem bomo lahko naučili otroke, ki rastejo. Marija Sklodowska, ki je Nobelovka, je prva Marie Curie, ki je dobila v bistvu 2 Nobelove nagrade na različnih področjih in še ženska je bila. Nič v življenju ni takega, da se ga moramo bati. Ampak, če vas gledam, se mogoče nekateri držite, kot da se nečesa bojite. Ne, nič ni v življenju takega, da se moramo bati. Moramo razumeti bolj, da nas bo manj strah. Zapomnite si, naši otroci so neustrašni. Zapomnite se, nekoč ste vi verjetno vsi bili otroci, mar ne? Torej, v tem trenutku vas sedaj imenujem in pooblaščam za prave graditelje mostov. Začnite te pogovore. Vi ste tisti najboljši odrasli, ki jih vsi potrebujemo. In vi ste tisti, ki to lahko naredite. Veliko stvari je odprtih, veliko je vprašanj, vedno lahko se še naprej pogovarjamo, kolikor želite, ostanite tudi pozneje. Najlepše hvala, bili ste odlična publika.